Kresalova je predsednica Liberalne demokracije, ki je zdaj tudi ministrica za notranje zadeve, v katerem je dejala, da meja med Slovenijo in Hrvaško še 10 let ne bo rešena. To naj bi predstavljalo neko veliko tajnost in jaz sem osumljen izdajati tajnost. Gre točno za ta konkretni primer. Jaz sem povedal, da ne poznam nobene druge države v Evropski uniji, ker bi se policija ukvarjala z sestankom predsednikov parlamentarnih strank in da kolikor vem, trenutno samo v Belorusiji policija preiskuje zaradi podobnih obtožb vodjo opozicije. Žalostno je, da se slovenska policija zaradi pritiska predsednice stranke, ki je na čelu Ministrstva za notranje zadeve, ukvarja z zadevo, ki je absurdna, namesto da bi se vlada ukvarjala z gospodarsko krizo, policija pa z dejanskim kriminalom, ki ga je veliko. Jaz sem tukaj povedal, da tega postopka ne razumem kot pravnega, zato tudi nimam s sabo odvetnika, ker odvetnik ne more nič pomagati v političnih postopkih. Gre za politični postopek, za politični proces. Neverjetno je, da je v kazenskem postopku predsednik parlamentarne stranke, zato ker je citiral predsednico druge parlamentarne stranke, ki je slučajno ministrica za notranje zadeve. Kolikor vem, je tukaj oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu Policijske uprave Ljubljana, kar je samo po sebi nenavadno. Se pravi, elitna policijska enota za boj proti organiziranemu kriminalu se ukvarja s citatom ministrice za notranje zadeve. Te dokumenti, zapisniki, magnetogrami se pač arhivirajo kot zaupni, če je njihova vsebina takšna. Pa ni bi ta sestanek zaupni? Če pa gre za vsebino, kjer predsedniki parlamentarnih strank razlagajo stališča, ki jih po tem sestanku tako ali tako povejo na tiskovni konferenci, pa ni nobenega razloga, da bi takšno vsebino označili za zaupno. Zaupni so dokumenti, ki se eventualno obravnavajo in z temi dokumenti se je vedno ravnalo v skladu z zakonodajo, noben od teh ni prišel ven. Razen znanega primera diplomatske depeše iz Washingtona. Jaz sem danes gospode kriminaliste tudi vprašal, če so že našli tistega, ki je ukradel diplomatsko depešo iz Washingtona, zaradi katere je trpel mednarodni ugled Slovenije na začetku njenega predsedovanja. Odgovora. Stran.